Namen te stojnice je v bistvu en spremljevalni dogodek, torej v vsem dogajanju evrovizijskem. Namen je seveda promocija slovenske turistične ponudbe, torej da bi ljudje iz Dunaja, iz Avstrije in pa tudi turisti od drugod spoznali Slovenijo kot potencialno turistično destinacijo za njihov obisk. Stojnica je pa odprta od danes in pa do sobote, takrat, ko se to evrovizijsko dogajanje tudi zaključi. Zraven te naše stojnice imamo torej še vsak dan razne spremljevalne dogodke. Danes na primer se predstavlja regija Moravske Toplice, ki je seboj prinesla lokalna vina, prav tako razne lokalne specialitete, kot je prekmurska gibanica in tako naprej. V naslednjih dneh se nam bodo pridružili še regija Gorenjska in sicer Radovljica, kjer bo možno poskusiti čokolado. Zelo rada navijam, predvsem za ljudi, ki vem, da so srcem pri stvari in mislim, da Rej in Maritka to sta. Sem pač tu tudi v bistvu, ker sodelujemo z iFit Slovenijo in bi rada Sloveniji čim več lepot v svetu predstavljam, kar pač skozi šport se da zelo dobro delati in smo športniki, mislim, res en izmed boljših ambasadorjev držav, tako da pa lahko šport z glasbo povežem, to pa mi je bilo vedno ena češnjica na torti, ki sem jo v moji karieri lahko naredila. Lepo pa je tudi, da je bil glih v tem trenutku Rej tam in smo naredili skupaj in zdaj smo tu skupaj ponovno in ko stvari štimajo in je res lepo. Enostavno imamo doma v Sloveniji, mogoče v Italiji ni toliko, Andreja me sprašuje, pa kaj je ta Eurovizija včasih, ampak v Sloveniji pa to živi med nami, ne vem, doma se vedno pogovarjamo, kako je bilo, smo vedno gledali, ko sem bila otrok in logično, da spremljam vsako leto in vem, kdo gre tja in si tudi to gledam. Seveda, glasovanje je zelo dolgotrajno in potem ko se konča, mogoče tistega nisem pogledala, ampak tako preletim. Maritko smo bili bolj na nastopih skupaj, ampak z Rejem pa v studio, ker konkretno, mislim, res je bilo zelo kratko in smo zdaj v zelo kratkem času to naredili, ampak me je mogel kar motivirati, no, jaz sem tak tip bolj počasni in tako kot rabi Masja, da me na treningih malo tera, me je Rej po mojem podobnem stilu tudi v studio mogel malo dej. Mislim, da ima Maritka res poseben glas, ki ga v bistvu je težko imeti, tako da je ena posebnost in glede na to, da imata toliko izkušenj in sta mogoče že lani z Tinkaro Kovač videla, kako se to dogaja, mogoče imajo letos kaj več šans. Jaz jim želim najboljše. Moram seveda povedati, da sem kot veleposlanik počaščen in vesel, da nam je uspelo tukaj narediti en lep slovenski večer. Naša skromna želja je, da bi mogoče z našim prispevkom prispevali tudi nekoliko k končnemu uspehu Mareje, v katerega ne dvomimo. Že kar nekaj časa redno spremljamo avstrijske medije, moram reči, da je tukaj kar ena lepa atmosfera. V časniku Der Standard je celo bila napoved za zmago. Vse posod nekje fungira ta komad nekje med prvih 10. To je vsekakor ena lepa popotnica in jaz verjamem, da tudi stroka ocenjuje ta komad kot tisti, ki ima velike možnosti.